Drage gledalke, dragi gledalci ali bolje rečeno dragi spremljevalci in drage spremljevalke, kajti namreč tokrat se prvič spremljamo popolnoma v digitalni obliki. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi sezoni Best of the Best 2020 v tretji oddaji oziroma na drugem dogodku, kjer bomo naslovili povezovanje. Vem, popolnoma vas razumem, sliši se zelo cinično, da nagovarjamo povezovanje, ko smo pa tako oddaljeni, kot še nikoli nismo bili, pa vseeno tako blizu. Za vse tiste, ki imate malce daljši spomin, prvi dogodek smo naredili osebno, skupaj v prostoru. Drugega smo naredili osebno skupaj, v prostoru nas je bilo malce manj, pa še nekdo se nam je pridružil zgolj po elektronski povezavi. Tokrat pa smo prvič vsi na varni razdalji, vsi varni v pisarnah, doma, nekatere na delovnem mestu, kakorkoli, in s tem v bistvu začenjamo neko novo, upam, da ne tradicijo dogodkov, ampak moje skromno mnenje in pa upanje je, da je to zadnjič, da se tako elektronsko gledamo, da bomo lahko v bodoče vse ostale stvari zopet, tako kot se spodobi in je pravično, opravljali osebno. Povezovanje je zanimiva stvar, brez nje ni poslovnega sveta, brez nje ni osnovnega sveta, osnovne celice družbe, družine. Poglejte, v drugem valu, ko smo zopet v karanteni, smo tako povezani, da vse stvari, ki so bile potem nekako samo po sebi umevne in so bile tiste, ki se nam zdijo popolnoma normalne, sedaj popolnoma čudne. In obratno, sedaj ne hodimo več v kuhinjo, ampak štejemo, koliko ogledov ima naš hladilnik. Pri meni doma v zadnjih 2 dneh ali 48 urah 251 ogledov. Mislim, da bi se s takšnimi ogledi kakšni influencerji ali pa YouTube strani prav rade pohvalili. Po drugi strani pa nas ta osama sili veliko ven, v naravo, kjer je lepo vreme, tudi če je mrzlo in piha. Vzrok za to ne tiči toliko v tem, da želimo naravo, ampak da ima večina mladih ljudi, pa malce manj mlajših, šolo obvezne otroke doma, in šolanje doma je še en razlog več za nepovezovanje. Seveda v tem času, ko ga moramo preživeti z otrocmi, z veseljem delamo, ampak v tistem trenutku, ko je pouka konec, pa se zopet mi prelevimo v otroke in kar se da hitro zapustimo učilnico in odidemo kar se da daleč. Ampak šalo na stran, tokrat bomo v sklopu povezovanja zopet gostili najprej tistega, ki je pravi boter vsem tem našim dogodkom ali bolje rečeno botra. Dovolite mi, da na elektronski povezavi pozdravim Tonjo Avsenik, vodjo platforme Young in vodjo projekta Best of the Best. Tonja, kako pa vam v M-čemu uspeva povezovanje takole nadaljavo? Se slišimo, Tonja? Ja, se slišimo, Miha. Miha in vsi ostali, jaz danes štejem oglede, 60 jih že imamo, pa še kdo se nam bo pridružil. Hvala. Ja, mi v M-čemu se takole nadaljavo povezujemo predvsem z našimi dogodki Coffee to Connect. Rečemo temu naš otrok karantene. Vsak petek se dobimo in probamo biti predvsem informativni. V prihodnje pa bomo poskušali z njimi predvsem krepiti optimizem in nekako zagotavljati to, da vsi ohranimo zdravo pamet. Naslednji torek bo z nami Sara Isakovič in nas bodrila v optimizmu. Danes pa, ja, na vrsti je povezovanje. 3 zgodbe bomo slišali, 3 zgodbe povezovanja. Devesofta s Katapultom, Zavoda Y s podjetjem SAP, Zavarovalnice Triglav z občinami, šolami, avtošolami in ostalimi partnerji. In vsaka ta zgodba povezovanja je sprožila en tak verižni učinek, en tak domino efekt, kako v bistvu delati dobro, kako vračati družbi. Trboveljsko podjetje, vrhunsko v merilnikih, v razvoju merilnih tehnologij, vzgaja in spodbuja startup podjetja.
Zavod Y izobražuje mlade v programiranju. Zavarovalnica Triglav spreminja človeka, spreminja voznika, anatomijo voznika. Tako da bravo za vse te projekte, še preden začnete. Bravo in hvala pa tudi vsem žirantom, ki ste z nami danes na daljavo, in hvala tudi aktivnemu poslušalcu, Tomažu Lanišku, ki vodi sektor za razvoj in pametne skupnosti v občini Kranj, je prvi podpredsednik Sveta guvernerjev AmCham Slovenije in bo danes z nami, da zastavi finalistom kakšno vprašanje in na koncu podeli ocene. Hvala pa tudi našim partnerjem, Zavarovalnici Triglav, generalnemu pokrovitelju in pa tudi partnerjem Luna TBVA, Hiša vizij in Nomago. Pa poglejmo, kaj nam sporoča generalni pokrovitelj. Ležiš na zemljo, luna na nebo, vse se zablešči, zrak se umiri, mirno je se. Ko zapreš oči, lahko noč skrbi, lahko noč skrbi. Lahko noč skrbi. Zavarovalnica Triglav. Lahko noč skrbi, dober dan in pozdravljeni zopet naši vrli elektronski spremljevalci. Preden nas bodo povezali, kot nas povezujejo in nas še bodo naši finalisti, pa mi dovolite, da povem še nekaj o nagradah. Ker so vsi, ampak prav vsi finalni projekti izvrstni, bomo nagradili vse, in sicer s predstavitvijo v AmCham Optimizmu. Poleg tega bodo imeli vsi sodelujoči možnost udeležbe na treningu dobrih predstavitev. Posebna nagrada pa gre seveda zmagovalcu, ki poleg laskavega naziva najboljši med najboljšimi, Best of the Best 2020, prejme tudi brezplačno letno članarino v patron AmCham Slovenija za leto 2021 in team building, ki ga zmagovalcu programa Best of the Best podarja podjetje Nomago. Čakajo vas zabavne dogodivščine, po katerih bo vaša ekipa še bolj povezana in motivirana za iskanje inovativnih rešitev pri vsakodnevnem delu. Tako, povedali smo, kaj nas čaka na koncu poti, zdaj pa najboljš, da spoznamo naše spremljevalce. Čas je, da začnemo s predstavitvami. Ekipe ste lahko v tednu povezovanja že spoznali prek AmCham Slovenija Instagram profila, ker je imel vsak finalist en dan čas, da je prevzel Instagram profil. Danes pa ima vsaka ekipa za predstavitev, recim piši, natančno 7 minut časa. Prosim vas, bodimo točni, sicer vas bomo po 7 minutah primorani prekiniti, da bomo lahko seveda namenili 3 minute časa vprašanja za publiko. Publika, ste še z nami? Odlično. Vprašanja lahko zastavite v chatu na platformi MS Teams, kjer nas seveda spremljate. Po koncu vseh teh predstavitev bomo odprli elektronsko glasovanje oziroma povezavo do glasovanja, kjer boste lahko glasovali. Videli in prejeli pa jo boste v desnem okencu na vašem zaslonu. Ekipe se bodo, vse sodelujoče ekipe oziroma finalisti se bodo ob koncu tudi pomerili v kvizu, in sicer v kvizu poznavanja projektov sotekmovalcev. Napeto bo, zato prosim, zdržite z nami še približno 47 minut. Finalisti sklopa povezanost oziroma povezovanje so DVSoft Katapult, Zavod Y, I'm Powered for the Future in pa Zavarovalnica Triglav skupaj za prometno varnost. Tako, pa začnimo. Na naš virtualen oder vabim Petro Škarja in Jureta Kneza iz DVSofta in Katapulta, ki nam bosta predstavila zgodbo za podjetniško pospeševanje v Zasavju. Prosim. Zdravo. Predstavljate si, da ste na začetku poslovne poti.
Imate polno idej, imate inspiracijo, izkušenje, imate vso to zagnanost. Ampak po drugi strani nam pa manjka znanja, izkušenj, podpore, kakšnega financiranja. Ja, živjo, ne. V 20 letih podjetniške poti se pa nabere kar precej izkušenj, nekaj znanja, veliko tudi napak, veliko povezav v svetu, proizvodnih kapacitet za razvoj, ampak zmeraj pa potrebujemo še neko začetniško navdušenje in nove inovativne ljudi. V bistvu, Jure, kar imate vi, rabimo mi. Ja, ampak kar imate vi, potrebujemo pa tudi mi. In zato se povezujemo. Leta 2014 je Devisoft kupil stavbo veliko 2500 kvadratnih metrov z namenom, da se ustvari neko okolje, kjer se lahko kalijo mladi podjetni umi, tukaj razvijajo in dobijo neko tako podporno okolje, da iz tega kar največ naredijo. Tukaj znotraj podjetja trenutno deluje skoraj 31 podjetij, od čistih začetnikov pa tudi do uspešnih, kot recimo Chipolo. Ja, ideja je pa nastala, ko je v bistvu v prehodu v samostojnost Zasavju se je kar precej podjetij zaprlo, nastala je apatija, mi smo pa delali in se razvijali. Potem smo pa razmišljali, kako bi nek tak spirit, pozitivnost predstavili tudi v širše okolje in tako je nastal Katapult. Zmeraj mi je bila všeč ideja, da ne smeš nikomu uloviti ribo, ampak ga naučiti loviti ribe. In tako danes znotraj Katapulta dobimo pisarne, sejne sobe, prostore, vse nas podprejo, na drugi strani prevzamejo delo, kot so računovodstvo, administracija, pravne zadeve, tako da mi z idejami lahko razvijamo svoj produkt, svojo idejo, za ostalo poskrbijo oni. In kar je še bolj pomembno, imamo podporo Devisofta. Ja, zaradi tega, ker od nekdaj vedno verjamemo v povezovanje. In kako konkretno se danes povezujemo? Ena zadeva so izobraževanja. Mi nujno rabimo izobraževanje, rabimo znanje, rabimo te izkušnje nekoga, ki je prehodil že 20-letno pot. Imamo tudi prostor in lahko organiziramo razne izobraževanja, s tem, da izobražujejo in predavajo nam pa mojstri iz Devisofta, iz praktičnih izkušenj. No, in ne samo to, ne. V okviru celotne skupine smo pridobili kar najboljše predavatelje iz vsega sveta in tako je nastal mozaik podjetnosti. To je sklop 25 predavanj, ki se sedaj nekako začenjajo, izobražujemo različne stvari, ki pa niso uporabne samo za startupe, ampak tudi v rastočem podjetju za vodje ekip. Mimogrede, tudi kakšen skupen produkt naredimo, tak inovativen, kreativen, nenavaden, vedno seveda v podpori njih. Naslednja zadeva, kjer se povezujemo, so mentorstva in mentoriranja. Seveda, nam zelo prav pride razna mentorstva in mentoriranja strani izkušenih, tako da se tukaj tudi močno povezujemo. Ampak tudi jaz se veliko naučim od mladih. Potem je izziv, ki ga imamo velikrat, je ta, da ko iz Slovenije želimo iti v svet in če tega še nismo poskusili, se ne veš, kam se obrniti. Kaj z logistiko, kako to narediti, na koga se obrniti, greš na sejme, greš, ne vem, dobiš distributerja, koga pokličeš, tukaj smo zgubljeni. Ja, mi smo pa kar precej časa se poklatili po svetu, da smo dobili nekako povezave. Ne moremo obljubiti, da bomo prodajali izdelke startupom, ampak v vsaki deželi pa poznamo koga, ki pozna nekoga, ki pa pozna nekoga, ki mogoče kaj ve o tem. In pozna nekoga. Kar je pa še taka luštna zadeva, pa je, zelo radi dajemo tudi v skupnost, vsi živimo te vrednote in to doprinos ostalim tudi, tako da se udeležujemo razne dobrodelnosti, tukaj se pa sploh vidi, kako prav pridejo več rok, skupaj stopimo in skupaj naredimo kaj dobrega. Ja, eden izmed takih res lepih projektov je bila akcija Maska za vse, kjer smo v prvem valu covida pač nakupili material in ga poslali v gospodinjstva po celi Sloveniji za izdelavo več kot 250.000 obraznih mask. Pa še ena zadeva, kjer je Katapult totalno edinstven. Predstavljaj si, da moraš narediti svoj prvi izdelek. Imaš idejo izdelka in zdaj moraš narediti prvi prototip ali prototipno serijo. Kdor je to poskušal, veš, da je to kar in zamudno, izzivi v času in izzivi v financah. Ponavadi so ti prototipi začetni izjemno dragi. In tukaj je pa res za hardware močna podpora znotraj Katapulta in Devisofta. Ja, mi smo bili eni izmed tistih, smo se kar s fejst namatrali, prvi izdelki so bili res slabi, ne. Če zdaj pogledam nazaj,
ampak v teh letih smo pa si ustvarili infrastrukturo za proizvodnjo, za mehanska ohišja, polaganje elektronskih vezij, testne naprave za testiranje šoka, vibracij, elektromagnetnih motenj, temperature, emisij in tako naprej. Tako da vse to je na voljo tudi katapultu. No, in ob tem se nekdo vpraša, mimo grede, še bolj kot vse te stroje, pa prav pride znanje, te opazujejo, pa rečejo, lej, tukaj ga boš pa malo popiksal in ti pomaga, da se izogneš tistim prvim začetnim napakam. To zelo prav pride. Ob tem se marsikdo vpraša, Jure, kaj ima pa Dewesoft od tega, da nam to ponujate? Ja, se logika v zadnji je čisto enostavna, v resnici. Če startup uspe, imamo v bistvu vse naše proizvodne kapacitete bolj zapolnjene, bolj imamo konstanten izdelavo, več stvari nabavljamo, zato so tudi stvari cenejše. Če pa startup ne propade, pa je res, če pa startupu ne uspe in propade, pa je res tisto, kar pravijo Američani, če ti ne uspe, to ni nič drugega kot na svoji poti, nek tak korak na tvoji poti in zato v bistvu imajo te možnost sodelovanja z Dewesoftom ali pa s kakšnim drugim članom katapulta, tako da je stvar izredno varna. Glavno, mi ogromno s tem pridobimo. Ja, mi pa tudi. In sem med nami, kaj pa najlepše povezovanje, tu pa tam pa kdaj splezamo tudi na kakšen najvišji dimnik v Evropi. Evo, poglejte si. Tako je v bistvu ena taka zelo preprosta ideja o deljenju zelo dobro živi. Mislim, da res nekako spodbujamo pozitivno miselnost, spodbujamo podjetnost, dajemo, sprejemamo, živimo pa ustvarjamo skupaj. Močno verjamemo v moč povezovanja. Dobro, vajin čas se je nažalost iztekal, pustili smo vas še, ker ste bila prva in sta orala ledino malce dlje. Imamo pa že prvo vprašanje za vaju, namreč Jure, a bi nam lahko povedali, kateri startupi se trenutno šalijo v katapultu? A lahko nam poveste kakšno aktualno zgodbo o uspehu, ki se zdaj odvija? Ki se zdaj trenutno odvija. No, recimo, mogoče bi izpostavil Zojo Baby, ki ravno v tem času začenja svojo proizvodnjo, v bistvu delajo neke take modulčke, ki se jih da na otrokovo pleničko in vam lahko pove, ali ima otrok recimo dihalno težavo, ali je polulan ali pokakan. Tako da za mlade mamice in očke se mi zdi, da je to kar zanimiva stvar. So pa dobili investicijo nekaj nizozemskega podjetja, ki bo skrbela tudi za prodajo. To je recimo, pa znotraj hiše imamo tudi laboratorij za umetno inteligenco, vodi ga Maša Jazbec, res srčna in v bistvu delajo z roboti, rišejo z močjo misli, upravljajo robote z močjo misli, tako da se resnično veliko stvari se dogaja pri nas. Zelo fascinantno, pa se opravičujem, ker prekinjam, ampak če bi mogli izpostaviti en projekt, na katerega izmed teh svojih, bom rekel, otročičkov ste pa najbolj ponosni? Ja, jaz mislim, da je Chipola ena taka res zgodba o uspehu, zaradi česa je katapult sploh nastal. V prvi fazi fantje so dobili $300,000 na Kickstarterju, potem so pa prišli, zdaj pa moramo to narediti, takrat smo pregradili eno steno, potem smo jih pa pomagali zelo malo vprašanj so imeli, ampak se mi zdi, da s tistimi pravimi informacijami so potem zdaj ratali kar lepo podjetje. Tako da je to zagotovo, sem zelo vesel, da je tako. Enkratno. Najbrž bodo v naslednjih, bom rekel, nekaj tednih ne le plezali Zasavci na dimnik, ampak bodo tudi zelo veliko kolesarili ob nedavnih uspehih vašega zasavskega sovaščana. Zaenkrat se vama zahvaljujem. Čas pa je, da naš elektronski oder zasede že naslednji finalist. In sicer gre za Matica Žmuca iz zavoda Y, ki nam bo predstavil projekt I'm Powered for the Future. Matic, prosim.
Matič, še mikrofon si prosim vklopi. Hvala lepa, zdaj pa bo. Torej, najprej bi rad začel z nekaj dejstvi, ki smo jih zaznali tudi v Zavodu Y in so nas inspirirala, da pripravimo ta pogled. Slovenija je po stopnji digitalne pismenosti pod evropskim povprečjem. Le nekaj več kot 50% ljudi ima tisto osnovno znanje digitalnih veščin. Situacija na Hrvaškem je podobna, v Srbiji ali v Bosni in Hercegovini pa v bistvu stanje še slabše. Po drugi strani pa vse več delodajalcev pričakuje neke napredne digitalne veščine in tudi osnovna znanja programiranja. Tako lahko v zaposlitvenih oglasih zelo pogosto najdemo, da so zahtevane kakšni programski jeziki, znanje HTML, CSS, JavaScript in podobnih. In to tudi za poklice, ki niso nujno neposredno s področja tehnologije IT-ja. Lahko pa opazimo še eno stvar, da je delež žensk v IT industriji znatno manjši v primerjavi z moškimi. Če pogledamo na naslednjem slajdu, na levem grafu, v recimo največjih svetovnih tehnoloških podjetjih, kot so Facebook, Google, Microsoft, je delež žensk na delovnih mestih, ki zahtevajo neko tehnološko znanje, le okoli 20%. To ne velja samo za teh največjih 5 velikanov, ampak praktično za vsa tehnološka podjetja, nekaj pa seveda svetlih izjem, kot recimo Airbnb in podobni. No, in to so bila izhodišča, ki smo jih v Zavodu Y imeli v začetku leta 2019, ki smo jih želeli nagovoriti. Odločili smo se, da se osredotočimo na mlade in predstavimo projekt, ki jih neposredno povezuje s svetom programiranja in jih opolnomočimo na njihovi poti pridobivanja digitalnih kompetenc. Tako smo v sodelovanju s podjetjem SAP Slovenija že 4. leto zapored predstavili projekt, tokrat smo ga poimenovali I'm Powered for the Future, saj smo mlade želeli opolnomočiti za prihodnost. Naš namen je bil, da mladim ponudimo priložnost za učenje programiranja, tako na osnovnem kot na naprednem nivoju. Želeli smo jim predstaviti delovne priložnosti, ki jih ponuja ta industrija, ki jih ponuja oziroma ki jih lahko dobi nekdo z znanjem programiranja. Želeli smo se nenazadnje osredotočiti tudi na promocijo samega programiranja med mladimi in na predstavitev SAP platforme. Naša ciljna publika so bili mladi od 15. do 29. leta. Torej tako srednješolci, ki se mogoče zaposlitvijo, kariero sploh še ne ukvarjajo, pa je za njih pomembno, da se že zgodaj seznanijo s programiranjem, kot tudi tisti študenti ali pa nekdo, ki je morda že zaposlen, pa ugotavlja, da pri svojem delu potrebuje znanje programiranja. Posebej smo se seveda želeli osredotočiti na dekleta in jih nekako navdušiti za svet programiranja. Pripravili smo kar 30 delavnic, od tega jih je bila skoraj tretjina izvedenih v državah Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija. Delavnice so potekale tako na osnovnem kot na naprednem nivoju. Skupaj z našima ambasadorkama projekta smo pripravili 10 spletnih videov, s katerimi smo želeli čim širšemu krogu ljudi predstaviti programiranje, prednosti, IT industrijo in vse priložnosti, ki jih le-ta ponuja. Pripravili smo tudi delavnico v spletni izvedbi, to takrat še ni bilo tako popularno in s katero smo želeli pridobiti čim širši krog ljudi, ki jih potencialno lahko povabimo tudi, da se nam pridružijo na kakšni od brezplačnih delavnic v živo. Naš cilj je bil, da na delavnice privabimo 300 udeležencev, rezultati pa so bili nad vsemi pričakovanji. Naše delavnice je v živo obiskalo kar 418 udeležencev. In še posebej ponosni smo, da nam je uspelo privabiti kar 65% deklet. In še eno pomembno dejstvo, 80% vseh udeležencev je bilo mlajših od 25 let, kar kaže, da se mladi že zelo zgodaj zanimajo za svet programiranja. Prejeli smo ogromno pozitivnih odzivov strani udeležencev, tako nad vsebino kot nad izvedbo dogodkov. Veseli smo bili tako na strani Zavoda Y, kot na strani našega partnerja SAP Slovenija, brez katerega tega projekta ne bi bilo.
In kako po tem projektu naprej? Tudi po zaključku nismo pustili naše misije približevanja programiranja mladim. Tako smo pred nedavnim zaključili projekt v sklopu globalnega projekta Meet and Code, v kateri smo izvedli 4 spletne delavnice programiranja. Tokrat smo del delavnic posvetili tudi tistim nekoliko mlajšim od 8. do 14. leta. V sodelovanju z ameriško ambasado v Ljubljani smo pripravili dogodek, na katerem smo gostili programsko inženirko iz podjetja Google, ki je predstavila to industrijo, kakšna je bila njena zgodba, in tako upamo, da navdušujemo še kakšno dekle, da se odloči za industrijo programiranja. Zavod Y tako še naprej ostaja stičišče povezovanja in znanja, in vsi ste vabljeni, da se nam pridružite, da skupaj zapišemo kakšno uspešno zgodbo. Enkratno najlepša hvala tudi za tega, da si se držal časovnih okvirjev. Achim Kinjar je napisal, kdo sta ambasadorki? Ambasadorki sta bili gospe, ki delujete v tehnoloških podjetjih iz Slovenije, žal se imena in priimkov zdaj ne spomnim, smo pa z njima ustvarili neko serijo vlogov, kjer so predstavili svojo zgodbo, kako je potekal njen študij, kako je potekala njena kariera, in upamo, da smo na ta način približali bolj svet programiranja mladim. Videli smo, da je bilo ogromen mladih, to se pravi, da so bili pod 25 leti pravzaprav študentje iz prej omenjenih bivših sosedskih republik. Kako pa gre samo za neko izmenjavo dobrih praks, ali vi dejansko tudi povezujete te študente iz različnih držav? Se trudimo, da tudi v sklopu našega delovanja zavoda, da se povezujemo regionalno in tudi med državami. Pri tem projektu konkretno pa je šlo za povezovanje tudi z lokalnimi organizacijami, ki so prevzele samo izvedbo dogodka, mi pa smo bdeli nad koordinacijo in promocijo. Ja, izredno je to, ker smo slišali, da je več kot 65% bilo žensk. Kakšen je pa splošen profil mladih, ki pristopa na te vaše delavnice programiranja in posledično osvajanja novih znanj? Za delavnice programiranja zelo različno. Tako kot sem že v začetku omenjal, tudi tisti, ki se recimo delajo v marketingu ali pa kakšnih bolj biznis vodah, pa si želijo nekaj novega naučiti, mogoče čisto za lastno znanje ali pa z namenom, da bodo v službi kaj lahko drugače opravljali. Profil naših udeležencev drugih delavnic je pa zelo različen. Tako starostni razpon kot izobrazba in kariera v ozadju sta zelo različna. Najlepša hvala za enkrat. Še se bomo videli in slišali. Zdaj pa namenjam naš elektronski oder tretjemu finalistu v sklopu povezovanja. In to ni samo eden, ampak sta dve. Skupaj za prometno varnost, projekt Zavarovalnice Triglav, boste na virtualnem odru predstavili Sara Vehovc in Ana Cergol-Kebler. Prosim lepo, dekleta. Nekaj je formalno opraviti izpit, nekaj je pa DNK voznika, kar hočemo mi ugotoviti. Se pravi, a smo se pripravljeni mogoče malo spremeniti, a smo se pripravljeni v eno drugo kožo, nove tehnologije, novih prometnih znakov, in to je tisto, kar šteje. Ne čisto formalno, samo upravljeni izpit. Ja, tole je bil utrinek iz akcije Ponovno na izpitno vožnjo, kjer smo se z ekipo inštruktorjev podali na ceste in izkušenim voznikom pomagali odpraviti zatečene vozniške napake, ki so se nabrale v več desetletjih. Midve sva Ana Cergol-Kebler in Sara Vehovec. In pri Zavarovalnici Triglav skrbiva za povezavo široke skupnosti deležnikov za varnejše ceste. In če vemo, da je preprečevanje nesreče pravzaprav scenarij A, najboljši izid vsake začete vožnje, potem lažje razumemo, da je to del osnovne dejavnosti zavarovalnice. In pred 5 leti smo si, opogumljeni tudi s tem, da smo imeli ogromno lastnega znanja in podatkov, zastavili zelo velik cilj, da mi postanemo hub, ki združuje raziskovalce, tehnološka podjetja, skupnosti
in da pripravimo nek dolgoročen načrt, dolgoročen program, ki bo imel merljive rezultate. Številka nesreč s smrtnim izidom se drastično manjša, še vedno pa sta lani umrla 102 preveč. Kje pa mislite, da se zgodi največ nesreč? Na avtocesti, na hitri cesti? Ne, največ se je zgodil v naseljih, kjer so na cesti tudi najranljivejši. In ko smo to povezali z dejstvom, da je tudi prodajna mreža Triglava močno prisotna v lokalnem okolju, nam je bilo zelo jasno, da je lokalna skupnost tista osnovna celica našega delovanja. Ko govorimo o prometu, govorimo o 3 spremenljivkah, o cesti, človeku in avtomobilu. Slednjega prepuščamo avtomobilski industriji, prvih 2 pa smo se lotili mi. Pa poglejmo kako. Zdaj bo prikazana naša skupnost, to je občina ali kraj, in ko se povežemo prek razpisov za sofinanciranje, pogledamo, kje je problem in zakaj. Potem črne točke, kjer se dogaja največ nesreč, rešujemo z inteligentnimi sistemi, ki komunicirajo z voznikom. Tole gre na primer za nepregledno križišče. Na prehodih čez železniško progo prav tako sistem opozarja voznika, naj se ustavi, ker se vlak ne more. In potem je to prikazovalnik hitrosti. Okoli prikazovalnikov hitrosti za umirjanje prometa začnemo zares plesti vezi. Tako v šolah učenci v realnem času spremljajo, kako vozijo vozniki mimo njihove šole, potem pa starejšim učencem damo izziv, recimo, da le bo en fant raziskoval zavorno pot in naletno težo glede na hitrost, in potem z mlajšimi otroki pa se pogovarjamo, kako lahko varno stopijo v promet, in z njimi se veliko pogovarjamo, tudi svoje zgodbe delijo naši športniki, tukaj bo Rok Marguč, invalidi iz zavoda Vozim, spodbuja pa jih naš Koža Pazi. In predvsem merimo, za vsak kraj merimo hitrosti v realnem času. In zato smo lahko v komunikaciji, v lokalnem okolju tudi zelo osebni. Za vsako ulico posebej lahko nagovarjamo. Sodelujemo z lokalno policijo, na voljo so jim vsi naši podatki, ki jih lahko uporabijo potem tudi kot orodje za svoje ukrepe. Voznika želimo dobro poznati in najsodobnejša tehnologija v povezavi s psihološkimi znanji nam pomaga narediti vpogled v njegov DNK in ga nagovoriti. V sklopu turneje mobilnosti smo z drive simulatorjem varne vožnje odšli v lokalno okolje z namenom doseči posameznika, spoznati njegovo vožnjo in mu na podlagi nevarnih situacij v virtualnem okolju dati konkretne napotke za vožnjo. Kaj smo ugotovili? Le tretjina voznikov bi opravila izpitno vožnjo. Vozniki sicer prepoznajo nevarne situacije, vendar jih ne vidijo pravočasno in zaradi tega nanje ne morejo dovolj hitro odreagirati. Podatek s turneje je bil alarm, na katerega smo želeli reagirati čim bolj konkretno. Kot vidite na sliki, se nam je pridružil tudi Civil Komotar. Povezali smo se z učitelji vožnje, dolgoletne voznike povabili, da s svojim avtomobilom na njihovih vsakodnevnih cestah ponovno opravijo vozniški izpit. Zaključek: nujno je obnavljati znanje vožnje. Spreminjajo se namreč avtomobili, infrastruktura in tudi cestno-prometni predpisi. Nato smo združili novinarje, strokovnjake s področja cestne preventive in pod drobnogled vzeli voznike. Spregovorili o agresiji, o jezi na cesti, vlogi novih tehnologij, pomenu biti skoncentriran med vožnjo in posledicah današnje kulture vožnje. Ko smo analizirali vse to, smo ugotovili, da veliko voznikov izpita ne bi opravilo. Zakaj? Ker ne obnavljajo cestno-prometnih predpisov. Vzpostavili smo spletni portal Vozim se, kjer prek kvizov, testov, zanimivih primerjav, animacij predstavljamo novosti na tem področju. Slednjim smo sklenili tudi krog povezovanja, ki se še vedno vrti in širi. To je torej naša skupnost, sodelujemo z več kot 75 občinami, aktivno smo v več kot 50 šolah, naši ambasadorji so športniki, naši sponzoriranci. Z vozniki smo se odpravili na ponovni vozniški izpit, v 10 mestih smo preizkusili vozniško znanje na simulatorju in več kot 10 000 voznikov obnavlja znanje CPP z nami. Sodelujemo s 3 tehnološkimi podjetji in raziskovalci fakultet in inštitutov. Ampak za nas so bili pomembni tudi rezultati, ki se zgodijo v tej skupnosti.
In delež prehitrih voznikov, to so tisti, ki povzročajo nesreče, se je v naseljih s prikazovalniki hitrosti zmanjšal za 5 do 7%. Na črnih točkah se je število nesreč zmanjšalo kar za 80% v primerjavi s preteklimi leti. In na prehodih čez železniške proge, ki smo jih opremili, 1 leto po vsaki postavitvi ni bilo nobene smrtne žrtve. Za nas zelo spodbudna in dobra novica pa da uporabniki aplikacije Drive, naše aplikacije za varnejšo vožnjo, povzročijo 12% manj škodnih dogodkov kot ostali. Mobilnost se razvija, nevarnosti ostajajo. Ne glede na vso tehnologijo, ki bo imela v prihodnje vse bolj ključno vlogo, bo za volanom še dolgo človek. Zato je na nas voznikih, da naredimo več in kot pravi Cene Prevc v odigrani prometni nesreči. Glede varnosti pa mislim, da sem potrdil, da je raj malo manj zgasa, pa da povzročam, da se mora toliko ljudi ukvarjati samo s svojim zdravjem in življenjem. Hvala za pozornost. Hvala za to izredno nazorno ponazoritev. Jaz bi imel pa kar z lastnega naslova eno vprašanje, če dovolite. Kakšen mesec nazaj, ko je bilo še dovoljeno se družiti v avtomobilu s tujci, sem peljal eno punco iz Jesenic proti Ljubljani in je telefon postavila pod vetrobransko steklo in rekla, nekaj bom naredila, zato da tebe preverim, pa da bom jaz dobila neke plus točke, najbrž je govorila o aplikaciji Drive in mi je na prihodu v Ljubljano rekla, hvala, ker si me pripeljal, ampak bil si samo 85% uspešen. Kaj to pomeni? To pomeni, da vse nisi tako dober voznik, ne nazadnje, ne? Nikoli nisem rekel, da sem. Zanimivo. Zdaj, slišali smo, da sodelujete z ogromno nekimi skupinami, z različnimi občinami, z avtošolami, s šolami in tako naprej, in kupico teh organizacij. Kje pa je bilo to najbolje sprejeto? Kje pa je ta vaš projekt bil najbolje sprejet? Kje so vas sprejeli z odprtimi rokami? Ja, še najbolj sveža izkušnja in tudi kjer smo pravzaprav dobili ogromno energije za delo tudi nazaj, je tale naša zadnja akcija Ponovno na izpitno vožnjo, kjer so prišli ponovni izpit opravljati ljudje, ki imajo izpit 40-50 let. In nekateri od njih so vedeli, da ne bojo ponovno opravili vozniškega izpita, ampak to sploh ni pomembno. Oni so prišli nazaj iz te vožnje opolnomočeni, zato da so varnejši vozniki in sploh pri starejših s tem zares podaljšujemo tudi to obdobje samostojnosti, ko so suvereni, ko lahko skrbijo zase in s tem njihovega zadovoljstva. Seveda so pa otroci vedno posebna kategorija, kjer vidimo, da je vsako posejano seme res obrodi izjemne sadove. Pa samo še na kratko, če lahko, večinoma ste delali na ozaveščanju pa prepoznavanju. Kaj pa za naprej? Kje lahko vidite še neko vrednost teh podatkov, ki ste jih pridobili v tem času? Ja, pravkar smo zaključili 4-letno raziskavo z raziskovalci na fakultetah, ki so združili znanje simulatorja, se pravi računalniško znanje in psihologijo. In na podlagi tega pravzaprav lahko pogledamo v prihodnost in gledamo, kako naše pretekle vozniške napake vplivajo na nas. Lahko recimo pogledamo, kako vozijo tisti, ki so že v preteklosti povzročili prometno nesrečo, zanimivo, veliko bolj pazljivo. Tako da s tem gledamo v prihodnost in predvsem vsakič znova in vsak dan znova spoznavamo voznika, da potem lahko vstopamo v dialog z njim. Odlično. No, nam pa, če smem samo dodati, da so nam v bistvu ob vsem tem vse te zgodbe tudi ljudi, ki dnevno prihajajo oziroma so prihajali še pred korona epidemijo tudi na vožnje na Drive simulator v bistvu zelo nekako v spodbudo, ker v bistvu ljudje prihajajo z raznimi težavami, z raznimi motnjami in z Drive simulatorjem v bistvu pridobivajo spet nekako vozniške izkušnje, da si upajo sesti za volan na ta pravi cesti.
Tako da to so vse zgodbe, ki nas tudi dnevno spremljajo in je zelo lepo biti del tega. Najbrž smo biti dajo zagon in energijo za naprej. Najlepša hvala, Ana in Sara, za enkrat. Mi se še vidimo. Zdaj pa je čas za glasovanje. V okencu na desni strani vašega zaslona se bo v nekaj trenutkih pojavila povezava do glasovanja. Vsi, ki ste se prijavili na dogodek in nas seveda spremljate v živo, boste lahko oddali svoj glas v naslednjih 3 minutah. Zapomnite si 3 minutah. Potem bomo glasovanje zaprli. Predstavljene projekte prosim razvrstite od 1. do 3. mesta, pri čemer dobi številko 1 tisti projekt, ki vas je najbolj prepričal, številko 2 drugi po vrsti, številko 3 pa tisti, ki vas je od finalistov najmanj prepričal. Časa imate 3 minute, oddajte svoj glas. Upam, da se vam izpiše tudi povezava, ki je https://surveymonkey.com/r/povezovanje 2020. Tako, upam, da ste pridno vseh 60 plus naših aktivnih spremljevalcev in spremljevalk začeli. Mi pa bomo nadaljevali in sicer obljubil sem vam, da se zopet vidimo. Videli ste, sedaj smo tudi uradno sprožili uro za 3 minute, naj se 180 sekund začne. Kot smo vam obljubili, še se bomo videli z vsemi finalisti, najprej na neboj mesarsko klanje ali po domače kviz poznavanja vsebine vaših sofinalistov. Pred nami so 3 krogi kviza, 3 vprašanja, ki se bodo nanašala na posamezne projekte, ki smo jih slišali in bili deležni predstavitve v pretekle pol ure. Na vsako vprašanje bosta odgovarjale samo ostali 2 ekipi, torej če bomo postavili vprašanje o predavanju recimo Devesofta, bosta odgovarjali predstavnici zavarovalnice Triglav in pa zavoda Y in seveda obratno v različnih primerih, 3-krat. Vsako vprašanje bo imelo tudi 3 možne odgovore. Prosim, da se ne pogovarjate preveč, da ste natančni. Za voljo vaših sofinalistov pa upam, da boste tudi točni, kar bo seveda pomenilo, da ste pozorno poslušali predavanja vaših sotrpinov. Upam, da kljub temu, da smo tako elektronsko oddaljeni ali pa povezani, da ne boste plonkali, imamo vstop do vaših kamer in mikrofonov in budno vas bomo nadzorovali, pazili, da bo vse regularno, tako da, spoštovani spremljevalci in spremljevalke, garantiram vam, da gre za regularnost pri našem. Za prvi krog bomo postavili vprašanje iz predavanja Devesoftovega katapulta. Pa poglejmo, kako dobro sta poslušali ostali 2 ekipi. Matic iz zavoda Y in pa Sara iz zavarovalnice Triglav, sta pripravljena? Ja. No, seveda ne samo Sara, ampak tudi Ana. Čas je za kviz. Pa poglejmo, kako visok je najvišji dimnik v Evropi, ki se nahaja v Trbulah? Ali je to A 360 metrov, ali je to B 105 metrov, ali znaša pičlih 78 metrov. Pa glede na to, da sta 2 pa pripadnici nežnejšega spola, dajmo prednost dekletom iz zavarovalnice Triglav. Kaj praviš? Matic, lahko prve odgovarjata? Ana bo en glas. 3-4 zdaj, A. Zdaj A. To je bilo v en glas, A. Bolj se je slišali v en odmev, ampak tudi v redu. Prosim žirijo za prikaz pravilnosti odgovora. Tako je, utripanje pomeni, da sta bile pridne, da sta poslušali. Matic? Ja.
Kakšen bi bil tvoj odgovor? Se pridružujem mnenju kolegic. Seveda se, tako je pravilno in se spodobi. Oprosti, ker smo te zdaj malo izločili, ampak sam sem bil kar malo očaran nad temle enotnim odgovorom in tako ubrano sta ga rekli, res nobene časovne zamika ni bilo med njunima odgovora, tako da sem bil kar malo hipnotiziran. Dobro, čestitke, ste očitno poslušali, mi pa se selimo. A je morda kdo od vas že bil na taki višini? Ne? Na kakšnem podobnem adrenalinskem plezanju? Vaš molk bom vzel za ne, zato pojdimo naprej z kvizom. Drugi krog, zavod Y. Poglejmo, Matic, kako dobro so tebe poslušali ostali finalisti. Komu so namenjene aktivnosti zavoda Y? A. Mladim, B. Študentom, C. Proaktivnim posameznikom in posameznicam in pa D. Prav vsem naštetim. Zdaj ne bomo zopet pri Ani in Sari, pa vprašajmo, seveda, če je z nami tudi Petra ali Jure. Sva oba dva tukaj, pa damo spet prednost damam. Ne, Jure je on bolj pameten, tako da mora Jure povedati take težke vprašanja. No way. Ampak tokrat imata vidva prednost. Ok. Svoje mnenje, da je vsem naštetim. Torej, odgovor D. Na ženske, ampak vsem naštetim. Vsem naštetim. Pravijo, da za vsako uspešno žensko stoji tih moški. Se strinjaš, Jure? Vedno. Vedno, dobro. Velja, zdaj pa seveda še preomenjeni Sara in Ana. Kakšen je pa vajin odgovor? Se bova pridružili. Vsem naštetim D. Režija, prosim za pravilen odgovor. Tako je. Zopet grafika potrjuje, da so finalisti izredno pozorno prisluhnili en drugemu. Sedaj pa gremo naprej. Zdaj bosta odgovarjala Petra in Jure in seveda Matic. Gre pa za vprašanje z področja projekta zavarovalnice Triglav, vozimse.si. Kaj se pravzaprav dogaja na portalu vozimse.si? Ali je to A. Vozniki in kolesarji se med seboj prepirajo, kdo komu blokira pot, spomnijo se matere in ostale familije ostalih udeležencev v prometu. Ali je to B. Uporabniki se na zanimiv način s testi obnavljajo znanje cestno-prometnih predpisov in utrjujejo cestni bonton. Ali je to C. Uporabniki električnih skirojev tekmujejo v slalomu med pešci na pločniku. Vem, izredno težka odločitev. Imate še minutko časa, lahko premislite. Vam bomo pogledali čez prste, če boste uporabili kakšno od izhodov v sili, ki vam jih dajemo, ampak naredite pa to le hitro. Matic, se strinjaš, da dava spet prednost gospodični? Vsekakor. Vsekakor. Torej, Petra, prej si izredno modro odgovorila, da vidimo, kakšen bo tvoj odgovor zdaj. Joj, razmišljam, a lahko dam glas ljudstva? Lahko. Glas ljudstva pravi, da A in C nista pravilna. Ne pomislim, to je pa nemogoče. Petra, ne vem, da ti povem, kar odloči. Recimo B, testiramo, B. Recimo B, dobro, Matic, najbolj se strinjaš? Pa dajmo probati. No pa polejmo matkurja, če je bil B ta prav. Režija, prosim. Tako je.
Utripa, seveda pravilno. Mislim, da ste imeli več sreče kot pameti pri tem odgovoru, ampak vseeno naši sosedje bi rekli, dobro smo prošli, evo, 100% izkupiček pomeni, da ste bili izredno skoncentrirani in ste z izredno zanosom poslušali so predstavitve vaših sofinalistov, tako da čestitke. Počasi se bomo preselili na obelodanitev rezultatov naših spremljevalcev, spremljevalk, strokovne komisije in potem kasneje tudi aktivnega poslušalca. Preden pa to storimo, pa mi dovolite samo, da vam povem še eno zanimivo stvar o povezovanju. Namreč sploh v času korone veliko ljudi prestopi na tako imenovano duhovno stran in se želi povezati, saj veste, s tistimi, s katerimi je težavna povezava kdaj. In mlad fant, ki je prišel na razgovor za službo prav v eno takšnih podobnih podjetij, kot jih predstavljate danes, je vedel, da ne sme biti pozen. Bil je pa že malce pozen in ni dobil parkirnega prostora pred samim podjetjem in je vozil 2 kroga, bila je še minuta do konca in je rekel, Bog, prosim, daj mi zdajle, prosim, nameni mi samo en parkirni prostor, da ne zamudim, če bom vsako nedeljo pri maši, bom veren in tako naprej. In potem res, od nikoder se mu pokaže en prostor in se vrne gor in reče, že v redu, sem ga že najdel, velja, ajde, in seveda pravočasno pride in dobi službo in tako naprej. Tako da močno upam, da bo povezovanje res daljnosežno in da bomo lahko z današnjim dogodkom pomagali tudi več mlajšim generacijam. Naj povem seveda, kako bomo danes določili zmagovalca. Prešteli bomo glasove in sicer prvi del predstavljajo glasovi publike, naših spremljevalcev in spremljevalk, ki nas spremljajo virtualno. Drugi del predstavljajo skupno sešteti glasovi 5-članske strokovne komisije, vsak član je upravičen do enega glasu. Tretji del naše ocene pa seveda predstavlja ocena aktivnega poslušalca gospoda Tomaža Laniška, ki je bil danes že predstavljen strani gospodične Avsenik. V primeru izenačenosti bo odločila njegova ocena, pa poglejmo, kako so glasovali publika in žirija Best of the Best. Najprej seveda glasovi publike. Žirija, ali imamo glasove publike? Miha, še kakšnih 30 sekund nam daj časa, da prikažemo rezultate. Vmes lahko kaj vprašaš še vsakega od finalistov zdajle. Seveda. Pa tu so ameriške volitve. Ja, seveda, da so kot ameriške volitve. Jaz bom to vzel kot kompliment, samo ne vem pa, Jure, kdo od naštetih tukaj bo prevzel vlogo tistega slovenskega zeta. Tako da to je bolj vprašanje. Kdo od prej naštetih slovenskih zet? Kako? Čakaj, da se nekdo prijavi ali pa pritoži na ustavno sodišče. Ja, to bo še dobro. Ampak je pa takoj po volitvah seveda prišlo do veliko šal in ena prvih, ki je potrkala na moja vrata, je bila, kako bo pa zdaj šel Trump nazaj v Belo hišo, če je forbidden. Razumete? Dobro. Le ni tako za lase privlečen. Dobro, ne vem, če vidite našo grafiko, ampak počasi bomo obelodanili tudi rezultate, o katerih sem govoril. Najbrž ne bomo šli najprej publiko, potem žirijo in ključni poslušalec, ampak boste vse rezultate grafično videli tudi sami, tako da dovolite, da jih pokomentiram. Publika je skupaj prvo mesto po preštetih glasovih dodelila tako Devesoftu, Katapultu kot tudi zavarovalnici Triglav. Zavod Y se je uvrstil na 3. mesto. Žirija je takisto zavarovalnico Triglav posadila na prvo mesto, Devesoft na drugo mesto in Zavod Y na 3.
ključni poslušalec pa je Devesoftu namenil prvo mesto, Zavarovalnici Triglav drugo in pa Zavodu Y tretje mesto. Danes se je prvič zgodilo, da je glas ključnega poslušalca bil tisti odločujoči, kajti če pogledate seštevek, ste videli, da imata tako Devesoft Katapult kot tudi Zavarovalnica Triglav isto število točk in v tem primeru, kot smo danes že omenili in kot sem sam prej povedal, odloča glas ključnega poslušalca, ki je tokrat odšel v Devesoft Katapultove revirje in jih s tem tudi porinil na prvo mesto. Vem, težko je, vendar gremo se igro, v kateri mora obvezno nekdo zmagati. Danes je bil to Devesoft Katapult. Tomaž. Pozdravljen, Miha. Lahko samo zagovor, zdaj pa ključni poslušalec na zagovor. Tako, zdaj pa bi potreboval glas od tebe, tolikokrat si bil že omenjen danes in dejansko je tvoj glas tisti, ki je prevagal na tehtnici. Lahko poveš, zakaj? Ja, zdaj najprej seveda lepo pozdravljeni v imenu celotnega sveta guvernerjev. Čast mi je biti danes z vami, čeprav je tole kakorkoli izziva polno mesto, ker moraš odločati. Danes se je pač tako izkazalo, ampak bom rekel, samo razlago mojega glasu. Zelo težko je bilo izbirati med vsemi tremi. To mislim, da se strinjamo, zato ker vsi imate veliko dela z mladimi, veliko povezovanja, celo mednarodnega in na ta pravih v bistvu področjih, se pravi in varnost in kompetence na področju naravoslovja in ne nazadnje seveda tudi na tej inovativnosti. Jaz sem se odločil za prvo mesto za Devesoft iz treh razlogov. Ena stvar je ta inovativnost, ki jo Devesoft oziroma Katapult z sodelovanjem nosta. Vseeno moramo vedeti, da očitno gazela, zlata gazela Slovenije z leta 2012 skrbi za nove gazele in nas povezuje. Tudi sam Čipolo kot en izmed zelo uspešnih podjetij nas povezuje tako ali drugače, vse tisti, ki smo uporabniki njihovi, prav ko zgubiš kakšen ključ ali pa denarnico, je dobro imeti kaj takega v žepu. Ampak tisto, kar je v letu 2020 zelo pomembno in je pri iskanju teh kariernih premikov tudi na več zelo pomembnih poslovnih šolah, izpostavljeno so tako imenovani pathfinders v angleščini, se pravi iskalci kariernih poti in tukaj je tisto, kar v tem zasavskem delu ta naveza Katapult in Devesoft mislim, da jim zelo dobro uspeva, pa tudi sama predstavitev kot taka je bila zelo zanimiva, dinamična in inovativna. Če lahko pokomentiram še drugi dve mesti oziroma drugo in tretje mesto, Zavarovalnica Triglav, super zadeva, povezovanje lokalnih skupnosti, tudi sam zdajle sem zelo aktiven v eni izmed njih, pa tudi v moji pretekli karieri, ko sem bil v Goodyearu, smo določene podobne stvari delali, se pravi povezovanje skupnosti na način z varnostjo pri sami vožnji, na drugi strani pomoč skupnosti in tam, kjer mogoče njihovi proračuni to ne poskrbijo, ampak pri njihovi predstavitvi, se pravi predstavitev Ane in pa Sare, kakorkoli, obe Gorenjki, kakor vem, sem tokrat vsem dal glas za Savcem, ampak dejansko to povezovanje in mladih in starih na nov, inovativen način zasluži to njihovo drugo mesto. Ne nazadnje pa tudi Zavod Y, mi jih vsi zelo dobro poznamo, seveda po tem povezovanju in starejših in mlajših generacij, zelo inovativne zgodbe, ta STEM zgodba oziroma naravoslovje, ki je pomembno, je siguren stvar prihodnosti, mogoče še bolj kot današnji del, ampak verjamemo, da bo tudi Slovenija skozi njihovo delovanje postala še bolj prebojna. Na koncu pa se vemo, včasih gre za sekunde, tudi na teh letošnjih Vueltah in turih pride do tega, da je mogoče ciljna etapa ali pa predzadnja etapa lahko potem tista, kjer se odločijo vse zadeve in dejansko je šlo za decimalne vejce in pa stotinke, bom rekel, tako da ni bilo lahko, ampak v osnovi pa ja, vrstni red, ki je tak, kot je in čestitam v bistvu zmagovalni ekipi in pa vsem trem, ker ste vsi skupaj povezovalni zmagovalci, evo, z moje strani. Hvala, zelo jedrnato in zelo temeljeno. Želeli bi si še takih utemeljitev od naših ključnih poslušalcev. Spoštovane, spoštovani, kot vidite, kjerkoli že imate merilnik časa, je ura mimo. Dogodek Best of the Best 2020 sklop povezovanja se s tem tudi uradno zaključuje.
Best of the best, najboljšo prakso tega posebnega leta 2020 bomo pa seveda izbrali na MČM poslovnem zajtrku, ki se bo imel odviti 4. decembra, ko se bomo ponovno srečali z našimi super finalisti. Držimo pesti, držimo fige, držimo vse, da bi se tedaj vsaj skupaj v studiu dobili. V kategoriji inovativnosti je zmagala Hidria s projektom Hidria Bond, v kategoriji motivacija Devesoft z unikatnim modelom lastništva in v kategoriji povezovanje zopet Devesoft z katapultom. 4. decembra boste lahko navijali in glasovali za vašega favorita. Ostanite na tekočem, predvsem pa ostanite negativni. Hvala še enkrat in živjo. Miha, jaz bi se še v imenu MČM ekipe bi čestitala vsem trem, sploh pa Devesoftu, Katapultu. Vidimo se 4. decembra in zdaj le za konec pustimo virtualni oder še malo zmagovalcema in en aplavz, čeprav ne slišen, ampak bravo. Hvala. Če ne bi bilo korone, bi zdaj tam zadnji bilo polno Devesoft, Katapult in bi vriskali in skakali in nazdravljali. Tako da si tako virtualno predstavljamo. So pa na drugi strani nekje, skriti od korone. Jure? Ostanite zdravi, živjo. Živjo, hvala. Živjo, hvala vsem. Hvala, čau.